Nakup osebnega vozila je eden od največjih stroškov v našem življenju. Nasvet, kako kupiti rabljen avtomobil, ni nikoli preveč. Slovenski trg rabljenih avtomobilov je še vedno precej neurejen. Trg nerabljenih vozil je res zelo, bom rekel, negotov in skriva veliko pasti. In seveda je pri izbiri oziroma pri nakupu rabljenega vozila, tako kot mislim, da pri mnogo katerih drugih stvareh tudi najpomembnejše, da poznamo zgodovino. Torej, kaj se je z vozilom v preteklosti dogajalo, koliko prevoženih kilometrov ima, kajti vse to nas potem skozi lastništvo, ki nas čaka v prihodnosti, tesno povezuje stroški, ki so lahko, kadar mogoče tudi previsoki oziroma bi se jim lahko z poznavanjem te zgodovine lahko tudi ognili. Vendar smo velikokrat slišali, da je na trgu veliko avtomobilov, ki imajo kilometre na števcu prevrtene nazaj. Dejstvo je pač žal v tem, da je trg v Sloveniji, trg rabljenih vozil relativno neurejen in tudi posledično se na njem nahaja precej vozil, ki niso takšna, kot jih prodajalec predstavlja. Moram poudariti, da po letu 2014, ko je obvezen vpis kilometrov na tehničnih pregledih, se je zadeva bistveno izboljšala v smislu vsaj vrtenja oziroma korigiranja prevoženih kilometrov, tako da tukaj se je zadeva kar bolj skristalizirala. Še vedno je pa tukaj zelo pomembno, da kupimo nek avto, ki ni bil karamboliran, če je le možno seveda, oziroma če zavestno kupimo nek karamboliran avto, da ga ne preplačamo. Tukaj ne mislim recimo na praske na parkirišču, pa to, ampak dejansko ustrezno karamboliran, kjer so tudi strukturni elementi poškodovani, saj takšen avto ne izvaja več tistih varnostnih funkcij, zmečkljivih con in vsega v prometu, če pride do ponovne prometne nesreče. Neke raziskave pričajo o tem, da je več kot dobra polovica vseh vozil na trgu rabljenih vozil, bom rekel, širom Evrope prirejenih, pa vendar se v dobi digitalizacije, v dobi različnih beleženj kronološko ti kilometri dajo preverjati oziroma se vsaj lahko ugotavlja določene anomalije, ki potem povzročajo sum in na to mogoče ugotavljanje, kaj se je dejansko s tem vozilom dogajalo oziroma kako zelo je to vozilo bilo zmanipulirano bodisi za zgodovino oziroma s prevoženimi kilometri. Ljudje prevečkrat kupujemo z očmi in čustvi. To še posebej velja za rabljene avtomobile, kjer sta velikokrat znamka in videz avtomobila tisto, kar odloči. Ja, za mene je nakup avta precej stresna izkušnja. Da se ne ukvarjam glih z avtomobili, tudi me ne zanimajo preveč. Ampak rad vozim pa zanesljiv avto, da me nekam pripelje, pa da je koliko toka, v dobrem stanju. Ampak dejansko se ne spoznam in mi je težko nakupovati avto. Sem lahko plen, mene bo hitro kdo, mešetar me bo hitro prepričal, da je nek avto dober, pa dejansko ne bo, ker se ne spoznam. Pri nakupu rabljenega vozila se moramo najprej odločiti, kakšen avto želimo imeti, torej katero blagovno znamko in model. Nato je treba preveriti stanje avtomobila. Druga zadeva je servisne storitve, ali je bil avto ustrezno servisiran. Zakaj? To namreč vpliva potem na potencialne stroške v prihodnosti in seveda tudi potencialno možnost okvar izrednih, kar je spet dolgoročno strošek vozila. Kar lahko stranka tudi že sama preveri oziroma kupec, na spletni strani MRLV ali Avtolog lahko že sam vsak brezplačno preveri, koliko lastnikov je imelo vozilo, kakšni so bili število prevoženih kilometrov na tehničnih pregledih in še par ostalih zadev. Če je le mogoče pri prvem ogledu avtomobila, vzamemo s seboj vsaj prijatelja, ki se spozna na avtomobile. Še bolje pa je, da najamete strokovnjaka, ki bo vašega izbranega jeklenega konjička najprej temeljito preveril in pregledal. Je pa vsekakor dobro, da ga preveri neko izkušeno oko, ki ve, kako naj vozilo pri tej starosti in pri teh prevoženih kilometrih izgleda. Jaz večkrat rad poudarim, če ima vozilo preveč kilometrov, ni dobro, pa če tudi jih ima premalo, prav tako ni dobro. Moje izkušnje so takšne. Če nekdo recimo laže, da je drugi lastnik, lastnikov je pa 5, potem laže tudi o vsem drugem.
S tem, da tukaj je bilo lahko lažje odkriti, stanje avtomobila se pa da prikriti tako, da nekdo, ki ni strokovnjak, težje to odkrije. Pred nakupom je pametno peljati avto v pregled k mehaniku. Zanj boste sicer odšteli okoli 100 €, vendar je to lahko tudi velik prihranek, če se izkaže, da avtomobil ni v takšnem stanju, kot ga želi prodajalec predstaviti. Paziti je treba tudi na serijske napake določenih modelov. Pri rabljenem vozilu je treba tudi to vzeti v ozir, ker recimo nek isti avto z nekim motorjem je lahko popolnoma neproblematičen, po drugi strani drugi motor istem avtomobilu ima pa lahko velike težave. Velikokratna prisotnost strokovnjaka lahko prihrani denar. Definitivno je pa stvar taka, če vi jim pridobite realne informacije, kakšen je avtomobil, v kakšnem stanju je, recimo primer, da jaz ugotovim, da je bil karamboliran ali pa da je bil barvan. To vsekakor, če je recimo prodajalec to hotel prikriti, to je neko pogajalsko orodje, z katerim si lahko izpogajamo potem tudi nižjo ceno. Marsikdo se odloči za nakup avtomobila v Nemčiji, ne toliko zaradi cene vozila, ampak ker je tam izbira avtomobilov veliko večja kot pri nas. Uvoz iz Nemčije niti ni toliko zahteven, če se pač držimo nekih pravil. Primarne pravila so ta, da pridobimo vso original dokumentacijo, ki je potrebna za registracijo pri nas. To je primarno. V Nemčiji je verjetnost, da so avtomobili, recimo, da je stanje ni takšno, kot je realno predstavljeno, nižja. Za transparentno in pošteno prodajo ali nakup rabljenega avtomobila so v AMZS nedavno zasnovali portal dobrauto.si, kjer lahko med drugim preverite podatke o zgodovini vozila, kot so prevoženi kilometri skozi leta, spremembe lastništva in tudi neuspešnost tehničnih pregledov.